Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Danes bi rada povedala par stvari o tem, kaj lahko naredimo, da bo naše življenje lažje in da bodo naši odnosi bolj prijetni. Ne glede na to, kaj mi o sebi vemo, so naše notranje vsebine tiste, ki določajo, kakšno bo naše življenje, kako ga dojemamo, kako ga sprejemamo, koliko smo razočarani, koliko nas boli. Teh naših notranjih vsebin mi ponavadi ne poznamo, zato ker so globoko v nas. Bolj nad temi in glasnejša so pa naša prepričanja, za katera mi vemo. In to so prepričanja in pravila, kako bi življenje moglo potekati, da bi nam bilo lepo. In tukaj med temi prepričanji, za katere mi vemo, oziroma med temi pravili, za katere mi vemo ali pa smo jih mi postavili, in temi našimi notranjimi vsebinami pride lahko do notranjega konflikta. Se pravi, mi smo prepričani ali vemo ali hočemo eno stvar, noter globoko nekaj v nas hoče pa popolnoma nekaj drugega ali pa se temu upira. In ta notranji konflikt potem povzroči, da mi pravzaprav ne vemo, kaj bi radi, ali da nekaj hočemo, pa s tem nismo zadovoljni, ali da nekaj hočemo, pa nam nikakor ne uspe, ali je še precej drugih variant. Se pravi, gre za nekaj, za notranji konflikt, za nekaj, kar nam ne uspeva. In to na vsak način prinaša neko nezadovoljstvo v naše življenje in hkrati nezadovoljstvo v nek odnos. Ne govorim samo o partnerskem, ljubezenskem odnosu, govorim o odnosih nasploh. Te naše notranje vsebine so precej skrite in mi se z njimi ponavadi ne ukvarjamo, pravzaprav do njih zelo težko dostopamo. Osebnostna rast oziroma samospoznavanje je tisto, ki omogoča, da spoznavamo plast za plastjo. Ampak tukaj se postavi prvo vprašanje oziroma prva dilema, zakaj bi se jaz s tem ukvarjal. Drugič, koliko časa traja. Tretjič, a jaz to sploh rabim. Zato, ker so to, kar mi vemo, tako glasno, tako prepričano deluje v nas, da smo mi pravzaprav v redu, drugimi ljudmi pa nekaj ni v redu. Jaz ne maram deliti ljudi v tiste, s katerimi je vse v redu, in v tiste, s katerimi ni v redu. Gre za to, da smo vsi različni. Ta različnost ni vedno napačna. Ta različnost je različna, ampak je kljub temu v redu. V odnosu morata biti dve osebi relativno kompatibilni, se pravi, si morata biti relativno podobni, morata želeti podobne stvari in potem relativno v redu peljeta skozi življenje. Prijateljstvo je neproblematično, partnerstvo je neproblematično in tudi otroci, kjer je otrok bolj podoben enemu od staršev, s tistim otrokom gre ponavadi lažje skupaj, ker se bolj razumeta. Nasprotja so pa bolj privlačna, zato ker ima druga oseba to, česar mi nimamo, nekaj nas vleče k tej osebi. Če mi vemo, kaj nas vleče k določeni osebi in je odnos problematičen, potem mi do neke mere to razumemo in lahko spremenimo v sebi, lahko spremenimo hrepenenja oziroma tisto pomanjkanje, kar mi želimo, pa nam druga oseba ne da, to mi lahko predelamo sami. Bolj problem je, če druga oseba nekaj ima, po čemer mi hrepenimo, pa se mi tega ne zavedamo. Se pravi, naše notranje vsebine, naši notranji procesi oziroma zahteve so zelo močne, silne, ampak so v nezavednem, se pravi, mi za njih ne vemo. Tako pridemo v odnosih do težkih odnosov, kjer neko osebo označimo, da je toksična, pa morda niti ni.
Toksičnost imenujemo dejanja, ki so nalašč uperjena proti neki osebi, da jo osebnostno ponižajo, razvrednotijo, da ji škodujejo, da jo ponižajo, da jo ranijo. Če pa neka oseba z nami ne želi biti in nam da mir, ampak ne želi biti, mi pa s to osebo hočemo biti, to še ne pomeni, da je oseba toksična. Ko smo v službi obdani sodelavkami in sodelavci, ni rečeno, da se z vsemi enako dobro razumemo. So ljudje, ki se razumejo boljše z drugimi, kakor z nami. In se mogoče več družijo in hodijo skupaj na kavo. In mi nismo povabljeni, ampak to ne pomeni, da so ti ljudje toksični, zato ker nas ne povabijo in mi čutimo ignoranco z njihove strani. To je v nas. Ignoriranje, to boleče čustvo, je lahko blazno razdiralen za nas, vendar je težko od druge osebe zahtevati, da mora biti pozorna do nas, da nas mora imeti rada, kako se mora do nas obnašati. To je globoko v nas in ko mi znamo to stvar v sebi predelati, ko mi to razumemo, ko ozavestimo, ko spoznamo in ko začnemo s procesi, da to spremenimo, potem je ta bolečina bistveno manjša in odnos z drugo osebo se spremeni. Zakaj se odnos spremeni? Zato, ker ko je neko pomanjkanje v nas, pa naj bo pozornosti, ljubezni, vrednosti, pomembnosti, takrat naše notranje vsebine zahtevajo, da to dobimo od zunaj. Ampak to je težko dobiti od zunaj ves čas, zato ker hlastamo. Mi hlastamo, ker to pada v neko jamo brez dna. In mi postanemo naporni za okolico. Pravijo ljudje, da smo preobčutljivi. Ja, mogoče smo res, ampak jaz to rabim. Se pravi, kaj jaz lahko naredim, da ne bom toliko preobčutljiva? To, da jaz te moje notranje vsebine najprej prepoznam in potem zacelim rane ali pa napolnim vse te prostorčke, kot jih jaz imenujem, da ne bo treba več toliko hrepeneti po okolici, po pomembnosti, po vrednosti, po pozornosti, po druženju, po vseh dokazih, da me ima nekdo rad, da sem vredna, da sem nekaj posebnega, da sem slišana, da sem videna, da nekaj pomenim, da sem opažena. Kaj sem zdaj povedala? Se pravi, ko se mi zazremo vase in ko začnemo predelovati te notranje vsebine, ko začnemo samo spoznavanjem, ko začnemo sprejemanjem sebe, ko začnemo celi te notranje rane, mi v notranjosti postanemo drugačni. Meni ljudje pišejo, da jih zanima način, kako delam, če jim lahko pomagam, in naslednje vprašanje je, kako bo cel proces potekal. In jaz tukaj moram reči, da jaz malo težko opišem, kako bo cel proces potekal, ker ne vem. Zato, ker smo vsi ljudje različni. Ljudje smo različni tako zelo, da ne morem reči, da to, kar delam z eno osebo, bom delala tudi z drugo osebo. Ne gre za pogovarjanje. S pogovarjanjem rešimo zelo malo. Najprej gre za to, da se sprostimo, da dobimo prvo občutje zaupanja in takrat lahko potem mi nadaljujemo samo spoznavanjem. Se pravi, neka oseba v stiski pride k meni in kaj jaz najprej naredim? Najprej je treba
razbremeniti to stisko. Ne more mi naložiti še nove stiske, ker potem se bo samo sesula. Kako pa povedati osebi, ki je v stiski in ki misli in ki je prepričana, da se ne da nič spremeniti v njej, ampak da je bistvo, da je problem v okolici, to je pa tisto najtežje. Tukaj gre za zaupanje. Ali sem jaz pripravljena zaupati neki osebi, da mi pokaže, da se po 1 uri ali po 2 urah lahko počutim boljše, ki mi da vaje, da jaz potem lahko to sam delam naprej. In ta prvi korak je najtežji, da se mi pripravimo do tega, da začnemo z odkrivanjem sebe. In tukaj ljudje rečejo, mene je strah, ker ne vem, do česa bom prišla. In strah je popolnoma upravičen, ker ko smo čustveno ranjeni, ko nam je težko, potem ne zmoremo mogoče še novega bremena. In zato je ta način, ta BIM metoda namenjena temu, da najprej razbremenimo ta težek del, potem se notranje okrepimo in šele potem začnemo v nekem varnem okolju z varnimi vajami odkrivati dele v sebi, ki nam delajo težave. In na ta način gre pa lažje. Se pravi, ne gre za to, da jaz že itak zahtevam od sebe 120 ali pa 150%, vsak dan moram biti najboljša, ne smem se zmotiti, moram narediti vse, moram ustreči, ne smem reči ne smem biti utrujena, na 1000 koncih moram biti naenkrat, pa še truditi se moram, da ne bom nekoga razočarala. Ne gre za to, da naložim na vse to še neko dodatno breme. Gre za to, da to najprej razbremenim, da oseba najprej vidi, koliko je telesno izčrpana, ker psihična obremenitev izčrpa fizično telo in stres, te čustveni pritiski povzročajo stres. Stres je mehanizem, ki poskuša rešiti naše življenje oziroma se prilagoditi dani situaciji. In ti stresni mehanizmi povzročajo to, da smo mi lahko aktivni. In ko se pa mi čustveno razbremenimo, takrat stres malo spusti in čutimo telesno, fizično utrujenost. In zato pravim jaz, da pri samospoznavanju je treba iti počasi. In pri samospoznavanju je treba iti zelo individualno. Zato jaz delam veliko personaliziranih posnetkov, delam individualno, ker je vsaka oseba drugačna. Ampak tako, kot sem jaz na začetku rekla, kaj mi lahko naredimo, da bo naše življenje lažje. Ena zadeva, kar je, pravim jaz, da spustimo pričakovanja. Jaz vedno govorim v skrajnostih zaradi tega, da nekje potem najdemo sredino. Ne moramo biti popolnoma brez pričakovanj, zato ker je pričakovanje tako globoko v nas. Vendar, če se mi malo zavedamo, potem se lahko vprašamo, kaj jaz pričakujem za svoj rojstni dan, kaj jaz pričakujem za 8. marec, kaj jaz pričakujem za Valentinovo, koliko razočaranja je bilo ob materinskem dnevu. Zakaj vse to rabim? 365 dni je na leto. Ali ljudje, s katerimi sem, mi res v teh dneh dajo tako malo, da se moram skoncentrirati na en dan? Ali je en dan pozornosti res dovolj za 364 ostalih dni nesramnosti? Odgovori niso v meni, odgovori so v vsakem posamezniku. Ampak, ko mi zmanjšamo pričakovanja, lahko pogledamo, kaj je tisto, kar meni manjka. In tisto, kar meni manjka, si jaz lahko dam z notranjim otrokom.
Notranji otrok je predstava, je domišljija, je vizualizacija tega, kar je globoko v meni, in to je spoznanje. In ko najdete svojega notranjega otroka, ki je lahko odrasla ženska, ki sigurno je odrasla ženska, če je razočarana zaradi prej naštetih premalo pozornih daril, dni, takrat mi vidimo, kako se v notranjosti počutimo. In to razočarano, prizadeto žensko, ranjeno, potolažimo. Sliši se enostavno in hkrati ljudje rečejo, jaz tega ne znam, jaz tega ne vidim, ni treba, da jasno vidite. Vizualizacijo, videnje se da natrenirati. Če se do zdaj niste ukvarjali z vizualizacijo, potem ne boste takoj videli. Je pa dovolj, da se vam zdi, da se nekaj dogaja, in to je dovolj. Druga zadeva, kar je, naprimer, prva zadeva je, da spustimo pričakovanja, druga je, da dovolimo sebi, da se kdaj zmotimo. Procent napak je enak, ne glede na to, kaj delamo. Se pravi, več ko delamo, večkrat se bomo zmotili. In motiti se je človeško. In sprejeti sebe, da se zmotimo, je prvi korak k temu, da se imamo radi. Ne gre za to, da se mi ves čas ukvarjamo samo s pozitivo. Jaz moram biti pozitivna, jaz moram biti uspešna, jaz moram biti lepa, jaz moram biti, in potem govorimo, zdrava sem, lepa sem, uspešna sem, v redu, srečna sem, v redu. Ampak tisti del, ali mi znamo sprejeti del sebe, ki ni popoln, ki ni tako lep, ki ni vedno ustrežljiv, ki ni vedno dobre volje, ki se zmoti, ki je včasih nevoščljiv, ki je včasih v vlogi ubogi jaz. Ko znamo mi to sprejeti, ko znamo mi to razbremeniti, takrat se spremeni naše življenje. Takrat se spremeni bistveno se spremeni naše življenje in bistveno se spremenijo naši odnosi. Odnos ni to, da mi rečemo, kako lepo mi je s to osebo. To ni bistvo. Odnos ne temelji na tem, da gremo na en izlet z neko osebo, da gremo na kavo z neko osebo, da gremo med rjuhe z neko osebo. Odnos je to, kako ta pričakovanja, kako so ta pričakovanja izpolnjena. Kaj je v meni, kaj je v njej, v drugi osebi, pa ne bo to moški, ženska, ne bo otrok. Odnos gradita moja notranjost in njegova notranjost. In če mi ne poznamo sebe, potem te naše notranje vsebine začnejo pritiskati na drugo osebo. Jaz hočem in ti moraš. In zdaj smo pri teh hotenjih. In ta hotenja so odlična, če se jih zavedamo in če jih imamo mi uravnovešena. Če jih pa nimamo pod kontrolo, potem pa ta hotenja naredijo veliko škode. Jaz sem v preteklosti že posnela nekaj, tudi napisala sem veliko na to temo. Jaz hočem, ti moraš, ne deluje. To ne pomeni, da moramo potem kar obupati, ampak gre za to, da mi najprej spoznamo, kaj jaz hočem. In kaj jaz hočem, je ponavadi skrito. Ta pravi, bistveni del je skrit, na površju je pa par stvari, ki je sprejemljivih. In z osebnostno rastjo, samospoznavanjem, mi spoznamo te naše notranje vsebine in jih korak za korak predelamo. In zvečer, ko gremo spat, se nehamo ukvarjati s tem, kaj vse moramo, nehamo tolčiti po sebi, ampak si rečemo, ok, za mano je v redu dan, zdaj se bom zasanjala, zato da se bom spočila, da bo moje telo spočito, in ko je telo spočito, se mi spočiti
se mi spočiti zbudimo in spočito telo omogoča višji čustveni prak, čustveno občutljivi prak. Se pravi, postajamo manj občutljivi. In ne gre za to, da mi postanemo trdi ko skala, ampak gre za to, da znamo mi ločiti, kaj je moj del in kaj je tvoj del. Če sem jaz slabe volje, če sem jaz nerazpoložena, če meni hormoni delajo težave, zato ni kriv moj mož. In zato jaz ne morem potem kar njega maltretirati in sitnariti in mu težiti in ne vem kaj še vse. To je moj del, ki ga moram jaz predelati. Ko pa se midva dogovoriva, kaj bova skupaj naredila, pa potem prida on svoj del, jaz dam pa svojega. Se poslušava in potem najdeva neko skupno rešitev. Odnosi so lažji takrat, ko poznamo sebe. Da poznamo sebe, rabimo nek določen čas. Zelo hitro, že v 1 uri, se da osnovne stiske razbremeniti, najtežje stiske. Za neke daljše spremembe, za večje spremembe je potreben daljši čas. To je približno tako kot hujšanje. Mi ne moramo shujšati 10 kg v 1 tednu, lahko pa shujšamo v pol leta. In ne glede na to, ker če se mi popolnoma odpovemo hrani, bomo naredili veliko škode in točno tako je tukaj. Mi se lahko damo na prav faktorje, vendar naslednji dan moramo vstati in jeti naprej v življenje. Torej je smiselno jeti po korakih, dovolj varno, dovolj znosno in dovolj učinkovito. In spremembe, če niste zadovoljni v svojem življenju, potem naredite neko spremembo. Spremembo naredite v sebi, poiščite tisto, kar ni v redu, tisto, kar vam dela težave in potem najdite način, ki vam pomaga to spremembo narediti. Eden od načinov je BIM metoda, ki vam jo ponujam jaz. Je dovolj varna, enostavna, precej hitra. O njej si lahko preberete na moji spletni strani. Vabim vas, da se vključite v Facebook skupino Čarobni odnos. Preberite moje 2 knjigi, 8 moških, zakaj ne, in Čarobni odnos. In pridite na kakšno delavnico, odločite se za individualno svetovanje in kmalu se spet vidimo, slišimo. Čau, čau.